Številni zakoni, zadnjim zakonom o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je začel veljati marca lani, se loteva problematike kajenja cigaret. Kadilce se vse bolj omejuje, cene cigaret rastejo, število kadilcev pa še kar ne upada. Učinek cigaret na zdravje, to je nedvomno škodljivo, jasno povezan nastanek marsikatere bolezni. S kajenjem predvsem so v ospredju pljučne bolezni, se pravi kronični obstruktivni bronhitis, kadilski bronhitis in pa tudi pljučni rak. Med bolezni, ki bi jih lahko preprečili, če ne bi kadili, sodijo tudi bolezni kardiovaskularnega sistema. Pogosto so to bolezni srca. Nikotin kot tak pa ne velja za rakotvornega oziroma kancerogenega. Povzroča odvisnost, v manjših koncentracijah sicer deluje stimulativno, v večjih pomirjujoče. Ima pa tudi učinek na žile, povzroča prav tako lahko zvišan pritisk, zvišan puls, se pravi tudi organsko. Ni pa dokazan kancerogen. Počasi bomo šteli leto dni, odkar mora po zakonu embalaža tobačnih izdelkov vsebovati v besedilih tudi barvne fotografije, ki znajo biti zelo nazorne. Načeloma je s slikovnimi prikazi res tak, da če bolj ko so nazorni, imajo nek učinek, ampak ne nujno učinek na samo vedenje, imajo učinek na namero. To se pravi, da vplivajo na to, da se človek zamisli in reče, ok, mogoče bi pa jaz nehal kaditi. Ampak to še ne pomeni, da bo resnično nehal kaditi. V obdobju med letoma 2007 in 2014 se delež kadilcev med odraslimi prebivalci ni spremenil. V obdobju med leti 2002 in 2014 raziskave kažejo, da se je med mladostniki zmanjšala razširjenost kajenja, a so ti deleži še zmeraj znatni. Razlogi za kajenje so različni. Kajenje predstavlja po eni strani nek ritualen dogodek, sploh če gre naprimer ne za kajenje cigaret s filtrom, ampak naprimer tobaka, se pravi, da ljudje potem si res vzame za to čas, da zvijajo cigaret. Druga stvar pa občutek neke sprostitve, sproščanja. Glede škodljivosti elektronskih cigaret potekajo številne raziskave. Evropska respiratorna zveza pa še ni podala dokončnega mnenja, s katerim bi ovrgli ali potrdili njihovo škodljivost. Marsikdo jih v procesu odvajanja od cigaret vidi kot dober nadomestek. E-cigareta je vsaj 95% manj škodljiva od klasičnega cigareta. Sploh po raziskavi, ki jo je Public Health England naredil skupaj z Royal College of Physicians, dejansko ne vsebuje tako rekoč nobene od 6000–7000 nevarnih snovi, ki jih vsebuje klasičen cigaret. Tekočine, ki se uporabljajo za elektronske cigarete, lahko vsebujejo nikotin, ki ni nujno tobačni izvleček, lahko pa so tudi povsem brez. Vsekakor se priporoča kadilcu vsaj v začetku uporabljati tekočine z nikotinom, ker je za njega lažji prehod iz klasične cigarete na elektronsko cigareto. Kasneje se pa lahko odloča tudi za tekočine z raznimi okusi, tekočine brez nikotina in tako naprej. Število kadilcev se na dan brez cigarete v letu 2018 kljub marsikateremu ukrepu ne zmanjšuje, kot bi bilo to za zdravje milijonov na svetu morda potrebno.